Živijo druščina, danes je pred nami ena naloga in sicer, da odpremo tole škatlo, v kateri se nahaja Huawei Watch GT. To je športna pametna ura, ki jo je Huawei predstavil skupaj z Mateom 20 Pro. Tako da, ja, špica, gremo. Pa začnimo. Ok, dajmo malo pomagati, ker drugače bomo res do jutra čakali. Takole izgleda vsebina škatle, ura. Spodaj sklepam, da bojo pa kakšni kabli in druge stvari. Uro bomo zaenkrat dali malo na stran, da si pogledamo, kaj je vse ostalo še noter. In potem imamo tule noter papirje in kable. Tole sklepam, da je polnilec, ki se bo, I guess, magnetno pritrdil na spodnji del ure. Potem je še nekaj papirjev in pa še kabel, s katerim se tole priklopi na polnilec. Tole je ura z črnim pasom in v črni izvedbi, obstaja pa tudi srebrna ura z rjavim pasom, ki jo... Ok. Evo, takole izgleda pa rjava. Zdaj odvisno pač, kaj ti je bolj všeč, tisto si izbereš. Meni osebno je črna bolj všeč. Je pa tako, da imata obe uri silikonski pas, pri čemer ima ta rjava čez še usnjeno prevleko. Na notranji strani je silikonski, ne? Glavna, oziroma ena zelo prikladna stvar pri teh urah je to, da uporablja, se pravi, ta standardni pas za ure, kar pomeni, da greš lahko do prvega urarja, mu poveš, da imaš uro z 22 mm pasom in to potem enostavno zamenjaš. Tale pas ima celo prav poseben, kako bi rekel temu, zatič, ki ga lahko čisto lepo ročno in na hiter zamenjaš. Zdaj za športanje silikonski pas seveda najboljša izbira, ker je pač odporen na potenje. Po drugi strani za kakšne bolj formalne priložnosti je mogoče ta pas lepši. Ker pač ja, gre za športno uro, na zadnji strani seveda senzor za srčni utrip. Vgrajen je tudi GPS sprejemnik, ki se poveže na sisteme GLONASS, Galileo pa GPS, tako da je načeloma sledenje vadbi dosti hitro in učinkovito. Na tej uri teče operacijski sistem LightOS, kar pomeni, da ne gre za Android Wear uro. To pa zato, ker Huawei zdaj v bistvu nekako fura dve linije ur. Ene so tiste, ki imajo Android Wear sistem gor, to so serija Watch, in pa te športne ure, ki so serija Watch GT. Zdaj razlika med njimi je to, da je mogoče tukaj kakšna funkcija manj kot tam, ampak primarno, če si športnik, je to boljša izbira, predvsem zaradi tega, ker baterija tukaj zdrži 14 dni. Največja prednost, ki jo ima ta ura, je dejansko battery life, hkrati pa tudi to, da recimo zna z GPS-om beležiti vadbo, da zna srčen utrip non-stop meriti, da zna spanc meriti. Seveda pač imaš notificatione, kar pomeni, da ko na telefonu dobiš obvestilo, ne vem, SMS ali karkoli, vidiš tukaj gor to zadevo, recimo primer, takole, ko potegneš gor, tule piše zdaj no messages, ampak tukaj se pojavijo obvestila, ki jih pač ura potegne iz telefona. Tako da ta osnovna funkcionalnost je, mogoče kakšne bolj napredne zadeve, kot je recimo uporablja zemljevidov in to pa trenutno tukaj ni na voljo, predvsem zaradi tega spet, ker je stvar namenjena športnikom in športanju in rekreaciji in podobno. Za komunikacijo s telefonom se ura zanaša na aplikacijo Huawei Health, tako da v bistvu lahko to uro načeloma uporabljaš na vseh telefonih, kjer lahko naložiš Huawei Health aplikacijo. Tukaj noter je zbranih kupenih podatkov. Ura beleži, koliko korakov si v tistem dnevu naredil, zabeleži, kako si spal, zabeleži recimo srčni utrip čez dan, če imaš vklopljeno, lahko tudi izklopiš, če tega nočeš. Glavnem, kupenih uporabnih podatkov, s pomočjo katerih se potem lahko naučiš, a se gibljaš dovolj ali se ne, a imaš dober spanec ali ne. In na podlagi tega potem lahko narediš neke spremembe v življenju in živiš bolj zdravo. Meni je zelo zanimiv recimo tale, se pravi, beleženje spanca. Tule lahko vidimo, da sem danes spal 8 ur in 10 minut, kar je super. Potem je pa tule spodaj še bolj podrobna analiza spanja. In sicer koliko je bilo globokega spanca, koliko je bilo rahlega spanca, potem tudi ta REM faza, se pravi Rapid Eye Movement, ki je načeloma faza, v kateri sanjamo. In recimo tule pri meni je bilo danes 31% REM spanca, kar je načeloma slabo. In če pritisnem na tole zadevo, imam tule znotraj tega podroben opis, kako takšen spanec vpliva na moje zdravje in na podlagi tega v bistvu lahko jaz naredim neke spremembe, mogoče naslednjič grem prej spat, ali pa ne vem, zvečer ne bom šel jesti, ali pa
takšne stvari in bom s tem izboljšal spanec in splošno dobro počutje. Še ena cool stvar glede te ure je pa to, da zdrži 5 atmosfer pritiska, kar pomeni, da se lahko potopiš do 50 metrov. To je super za plavalce, tudi zna v bistvu beležiti plavanje oziroma zamah in tako naprej, tako da nekako pokrije cel spekter. Lahko greš z njo kolesariti, je noten poseben način za kolesarjenje, teči, hoditi, recimo pohodništvo, plavanje, tako da načeloma pokrije kar dosti širok spekter športnih aktivnosti. Je pa tudi v sami aplikaciji Health na voljo tule spodaj, če greste na Exercise, je tule gor trening in znotraj teh treningov imaš recimo intervalne treninge in tako naprej, tako da imaš v bistvu na zapestju osebnega trenerja, kar je super. In to je to za ta unboxing in se vidimo naslednjem. Čau!